Živijo, živijo, Peter z vami in dobrodošli na kanalu V naravo. Danes se potepam pa po Kobaridu. Kot se verjetno sliši, sem spet nekje v bližini vode. Kako pak, sej smo v Posočju. Sem si izbral pa ta prav dan za raziskovanje sotesk in ogled slapov. Nekje 17 stopinj je zunaj, tako da je precej hladno. Ampak, kočemo, se veste, kaj pravijo, ni slabega vremena, sem slaba oprema. Bom pa danes, imam plan obiska 3 krasne slapove, tale prvi, ki ga bom prvič obiskal. Sploh ne vem, če sploh ima ime. Drug bo Brinta, tretji pa Gregorčičev slap, ki je meni najlepši slap po Sloveniji. Pa mislim, da mu bo tale, ki ga bom zdaj obiskal, blizu prišel. Eno. Jaz telim mojim prvim slapom nav nič. Ko sem rekel, prvič sem tlele in da je ena stvar, je nekje ena druga pot ali pa preveč vode. Zdaj pa mogoče bo nekaj. Tale je precej obetavna potka. Tudi tale obetavna potka se je neslavno končala. Nova potka, novo upanje. Tale potka me bo na cesto pripeljala. Oziroma neko vlako ali karkoli že tole. Imam sicer bolj malo upanja, da bo kaj iz tega, ampak gremo se malo sprehoditi. Glede na to, da je soteska globok pod mano, pa da so same pečine okoli, sem v bistvu izgubil upanje, da to je prava pot. Tako da danes ne bojo 3 slapovi, ampak bosta samo 2. Ja, moja posteljica zadaj. Na telim slapom sem pa zaenkrat uradno obupal. Tako da gremo na Brinto, pa na Gregorčičev slap. Gremo pa najprej na razgledišče pogledati, tle pa še nisem bil. Lepo mu je tole urejeno, bravo. No, kaj pa to? A je fantastičen, a? 86 metrov je visok. Spodaj pa mislim, da so še 3 manjši slapovi, ki so visoki okoli 20-25 metrov. Se pa tudi malo Brinte vidi tamle. Ta je pa 104 metre visok, je pa bolj tak pršeč slap. Tegale pa 2 leti nazaj, ko sem bil tle, še ni bilo. Saj opazil nisem. Je po mojem mnenju, kele do Brinte ni neki zahtevna pot. Precej lepa eno. Zdaj pa do Gregorčičevega slapu te pa videli, pa malo bolj tako. Ampak tudi, če niste ne vem kakšen pohodnica, saj tukaj do razgledišča se pa splača prideti. Pogled je res, jaz, ko sem prvič ta slap videl, me prunil. Wow, kako me pa en zadev, tako. Ko je pa to? Male klinice za pomoč. So pa tukaj bregi zelo strmi, tako da če zdrsnete, ni kul. Pa malo melišča, oziroma, ja, melišča. Tole je potok, na katerem je tudi Brinta. Tole je Brinta. Gremo še malo bližje. Na tisti tabli, ki sem jo posnel, preden sem šel v gozd,
Piše sicer, da je Brinta najvišji slovenski slap, ampak če drži, da je 104 metre visok, pol je Boka višja. V osnovi Boka ne bi imela prostega pada 106 metrov, ampak pol še 38 metrov drsi po strmih skalah, tako da ne vem, zakaj to ne bi bil del slapu, in vsega skupaj je pa 144 metrov. Tako da, ampak je vsem tale fantastičen. Vse tole razdejanje pod slapom nakazuje, da kaj je res veliko vode, je tukaj žurka. Kot ta slap se greš pa lahko dobesedno stuširati. Kopaš se pa bolj težko. Še en pogled na Brinto, pa gremo proti Gregorčiču. Vrnil sem se do tukaj, ker sem prej prečkal potok. In ene že malo v letih table nam kažejo pot v desno. Tole pa spominsko obeležje na neznanega ruskega vojaka pa partizane iz druge vojne. Zdaj pa od tukaj pa do Gregorčičevega slapa je pa pot še malo ožja, pa kakor se spomnim, na mestih malo bolj izpostavljena. Ja, tole je tudi nekaj novega, kar takrat ni bilo. Da je treba malo plezanja. Zdaj pa ne vem, tale napis, oziroma tabla se je z leti obrnila, ali ne bi bila res tle dol partizanska bolnica. Ne bom šel pogledat. No, v teh 2 letih, kar me ni bilo tle, se je pa tukaj kar dogajalo. Tako da moramo malo goriti, pa okoli. Ko pridemo za ovink, se pa že sliši res tako mogočno bučanje Gregorčičevega slapu. Ja, vedno je tako, kadar je lep razgled, se pravi, da svetloba zraven pride in posledično pol džungla rata.
Tole je pa Kolovrat. In če se peljete iz Kobarida gor na Kolovrat, na enem mestu se zelo lepo vidi tudi vse Gregorčičeve slapove. Sploh ta velik Gregorčičev slap je kaj ena bela lisa sred zelenega gozda. Tukaj je pa divje. Nov del, ki je opremljen, oziroma kjer je vrv pomoč in med drugim tle tudi kužki nove mogli iti. Kmalu po tem delu pridemo na razpotje, gor se gre proti velikemu slapu, pojmo pa mi še dol pogledat 3 ta manjše bratce. Po mojem povsod drugod, če bi prišel tazga slapu, bi rekel, wow, noro, ne. Ampak tukaj pa, ko veš, da je tole sam ta majhen slap, pa tako, okej, no, za zraven. Zdaj med vzponom proti Gregorčičevemu slapu bomo pa še ta srednje 2 slapova. Bolj ka ne slišali, pa malo tudi videli. Tole je še ta drugi, če gledamo od spodaj gor. To je pa zdaj najbolj zahteven del. Tukaj gor in pa tudi naprej ful strmo. No, je pa po tej strmini je pomoč tudi vrv. Končno spet pri Gregorčičevemu slapu. Kaj pravite na Gregorčičev slap? Se strinjate z mano, da je najlepši? Res je veličasten. Danes je pa še ful vodnat,
In šprica vse naokoli. Je prav stuširan sem, čeprav sem bil na 10 metrov od njega. Je kva, je tole selfie z vrha, ne? Gremo počasi pa previdno nazaj, pa mogoče še kaj posnamem, pa kaj povem. Divji tale Gregorčič slap. Sem pa kamne gledal tam pod slapom, piška, mislim, da to ni apninc. Pa spolzki so, ne vem, kaj imajo to čez, eno tako, neki imajo gore, no, sluz ali neki. In je, moraš biti res previden. Pa vidite, kaj je vse vlaženo, ne. Še en pogled nazaj. Dajte pa odspod pokomentirati, kjer je pa vam najlepši slap v Sloveniji, pri katerem ste že bili, oziroma katerega ste obiskali. Da malo podelimo mnenja, pa da vidimo, kakšne okuse imamo. Pa še to, na spletni strani v naravo.si imam tudi članek Slapovi v Sloveniji, kjer imam sigurno opisanih oziroma predstavljenih več kot 200 slapovi, sigurno gor. Tako da, če imate radi slapove, pa ne veste, kje so, to je pravo mesto, da greste pogledati. Sem že nazaj pri Brinti, ampak dosti je bilo za danes, oziroma dosti je bilo slapov za danes. Dajmo kar proti avtu, opa. Vsa čast tistmu ali pa tistim, ki skrbite za tole pot. Tudi kaj proti Gregorčičemu slapu, kljub temu, da je tako divja pot, ampak tam, kjer so najbolj taki kočljivi deli, so vrvi in tako da je lepo poskrbljen. Kar pa seveda ne pomeni, da je pot za vsakega. Čez pašnik je treba paziti na kravje mine. Mogoče edina slaba stran tele poti je, da se na poti nazaj od Brinte sem gor se vzpenješ. In ko priješ do sem, si spet prešvican. Ni toliko frišna kot v Bovcu. Upam, da nisem nič od bučnega ola okoli ust. Super malca je. Prav sede, ki je ful sočna, pa malo limone noter. Da na poti dam, bo pa sigurno kakšni datli padli ali pa banane, ker so mi še ostale. Vsi 3 dnevi vrhunsko. Malo sicer vreme ni sodelovalo, ampak tudi včeraj tisti, ki sem šel v Fratrco, vrhunsko. Če imate radi slapove, to, kar smo danes
pogledali, pa si fraterce niste pogledali, nujno si pogledajte, bo v opisu videa. Prvi dan pa tudi tisti plešivc, noro. Bo treba še kaj gor na pelc, na trendski pelc, ker razgledi mora biti tam res nori. Danes pa škoda, ker ta prvi slab ni ratu, ampak po mojem, da je vodostaji kriv, da nisem prišel globlje v sotesko, ampak bo pa naslednjič boljš. Brinta, vrhunska, verjetno se strinjate, Gregorčič še boljš. Tako, kot sem vas pozval, dajte napisati, kjer je vam najlepši slab, pa drugače, to še do Brinte, po mojem bi kar večina lahko prišla, do Gregorčičevega slapu pa pač je zahteven, kakorkoli obrneš, ampak 4-5 let nazaj sem bil v Zemu, pa z mami smo bili tam, tako da mami je bila takrat stara nekaj čez 60 let in daj, pač presodite sami, če je to za vas ali ne. Tako, Soča, tlele sicer neke pence gor plavajo, ni glih Soči podobno, ne vem, kva imajo, ampak v glavnem gor v Bovcu je vrhunska in bom leta še kar parkrat sem prišel. Tudi vi pridite. Pa če boste prišli v Bovcu, oziroma ko boste prišli, pejte v Svinak, lokal, sprobal sem tudi tele dni njihov veganski burger je fantastičen, tudi ostale burgerje imajo, je ful dobre, pa neke rebrce, pa neke čevape, pa take stvari imajo. Pa svoj pir imajo, tisti, ki ste ljubitelji tega, pa moj nečak Mark dela noter, tako da ga pozdravite, ga prijete. Nič, lepo se imejte, radi se imejte, pejte v naravo, uživajte, koga objemite, mi se kmalu vidimo. Čao!